Ko grem v trgovino, sabo vedno vzamem vrečko iz blaga, pijem vodo iz pipe in vedno si jo natočim v stekleničko, ki jo nato pomijem in ponovno uporabim. Tako jaz skrbim, da s plastiko ne onesnažujem okolja. V Evropski uniji vsako leto ustvarimo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov, ponovno jih uporabimo manj kot tretjino. Ta podatek bi nas moral skrbeti, saj s tem onesnažujemo okolje, pa tudi sebe. Evropska unija si že prizadeva, da bi zmanjšali količino teh odpadkov. Plastične odpadke najdemo na vsakem koraku. Plastika ni razgradljiva. Preprosta plastična vrečka bi razpadala več kot 100 let. Najbolj smiselno bi jo bilo reciklirati in jo ponovno uporabiti. A kar 70% plastike se v Evropi znajde na odlagališčih in v sežigalnicah. Zato Evropska komisija predlaga: By 2030, which is only 12 years away, all plastics packaging in the EU market must be reusable or recyclable in a profitable manner. Plastiko, ki jo uporabljamo sedaj, je težko reciklirati, postopek je tudi zelo drag. A če ne bomo česa ukrenili, Evropska komisija pravi, da bo do leta 2050 v oceanih več plastike kot rib. Prav zato bo veliko denarja namenila za raziskave novih materialov in tehnologij. Še letos bo predlagala nove zakone, ki bodo med drugim omejili plastiko za enkratno uporabo, na primer plastenke in lončke za vodo ali plastični jedilni pribor. Prepovedati želijo tudi uporabo mikroplastike. To je plastika, ki se uporablja predvsem v kozmetiki, za pilinge, zobne paste, gele za tuširanje in ličila. Njihovi ostanki skozi otoke pridejo v morje. Tam jih z drugo hrano pojedo morska bitja, ki pa jih ne izločijo, ampak jih kopičijo v maščobnem tkivu. Na takšen način mikroplastika postopoma prehaja tudi v hrano ljudi. Ne glede na stare in nove zakone, pa lahko plastiki boj napovemo tudi sami.